Dobar dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Minister za gospodarski razvoj, izvolite. Ja, pozdravljeni. Danes vas želim seznaniti za Slovenijo zelo pomembno novico, kajti vlado sem seznanil z informacijo o pripravah na izstrelitev našega satelita Nemo HD. Gre za to, da je pač izdelavo tega satelita sfinansiralo Ministrstvo za šolstvo in sicer je potem tudi Center odličnosti vesolje.si razvil prototip mikrosatelita v teži 65 kg. S temi rezultati, ki jih bo pošiljal satelit, bomo lahko uporabno te podatke analizirali za potrebe kmetijstva, gozdarstva, pametnih mest, opazovanja naravnih nesreč in pa tudi gre za spremljanje podnebnih sprememb. Cena ali pa vrednost te izstrelitve je 1 900 000 evrov in za ta satelit bo v največji meri sredstva prispevalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, seveda pa bodo tukaj s pomembnimi viri sodelovali tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo in pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano. S to izstrelitvijo se na nek način pridružujemo državam, ki svoje satelite že imajo na eni strani, na drugi strani pa, kar je najbolj pomembno, omogočamo pomembnemu številu slovenskih podjetij, ki so visokotehnološko razvita in imajo pač svojo dejavnost na področju vesoljskih tehnologij, da v našem satelitu pač pokažejo to, kaj zmorejo in s tem se jim omogoča tudi bolj aktivna vloga skozi naše članstvo pridruženo še zaenkrat v Evropski vesoljski agenciji. Hvala ministru za uvod. Kakšno vprašanje? Izvolite Fox TV na to temo. Gospod minister, ni ravno vesoljski satelit, je pa domača tema in sicer v parlamentu danes razprava o dvigu minimalne plače. Vi ste se o tem že oglasili nedavno. Čisto zanima me vaš komentar, torej zdaj zadeva v parlamentu, procedura začne teči. Kako torej komentirate ta dvig minimalne plače, korak v pravo smer ali ne? Glejte, problematika plač je kompleksna problematika, na področju plač je potrebno narediti določene spremembe, kajti v Sloveniji imamo en naš velik notranji omejujoč dejavnik za gospodarsko rast, to je pomanjkanje delovne sile in najprej, kar je, moramo narediti vse, da ohranimo ali pa obdržimo obstoječe delavce. Znotraj tega je eden od korakov tudi ureditev vprašanja minimalne plače. Jaz osebno sem sicer vedno bil proti temu, da država to področje ureja, ampak glede na to, da v zadnjem obdobju gospodarstvo kljub vsemu ni sledilo sami gospodarski rasti, dvigu produktivnosti, smo prišli do tega, da bomo morali zdaj na ta izziv najti neko rešitev. Sam dvig minimalne plače v tem obsegu na nek način podpiram, vendar pa imamo tukaj težave s predvidljivostjo. Gospodarstvo bi moralo imeti možnost, da se na to pripravi, kajti predvidljivosti ni, če mi nekaj sprejmemo decembra, začne pa veljati 1. januarja, kakorkoli. Jaz verjamem, da bomo tukaj našli en konsens gospodarstva in pa
na drugi strani socialnih partnerjev. Moram pa odkrito povedati, da pa v tej prvi fazi ne podpiram tega, da se dodatki za minimalno plačo tudi naenkrat z dvigom minimalne plače izvzamejo iz minimalne plače. Še kakšno vprašanje? Izvolite na to temo oziroma na temo iz te vlade, predpostavljam. Ja, jaz bi v bistvu eno drugo temo, ampak je kakšno malo revizijsko poročilo glede DUTB in glede zemljišča v Logatcu? Glejte, to vprašanje je sicer pomembno. Dejstvo je, da Ministrstvo za finance izvaja nadzor. Dejstvo je, da je pozvalo DUTB k dodatnim pojasnilom in ko bomo vse te podatke imeli, bomo lahko to zadevo tudi komentirali. Ja, Vrtovec STA. Šele minimalno plačo za vaši poslanski skupini so nekako napovedali, da bojo podprli tudi v tej fazi, oziroma ne bi bila koalicija usklajena. Boste z njimi kaj govorili za naprej, kakšna priporočila dali, oziroma kako boste v stranki to skorigirali? Hvala. Pa jaz ne bi zdaj toliko komentiral stranke, koliko pač pričakujem, da bomo do vprašanja minimalne plače vsi skupaj pristopili odgovorno, da se moramo zavedati na nek način, da je na eni strani potrebno narediti tukaj en korak naprej, na drugi strani pa kljub vsemu omogočiti gospodarstvu, da se za to pač pripravi. In še enkrat ponavljam, ta prvi korak dviga plače ni toliko sporen, koliko si ne predstavljamo, da bi naenkrat tudi te dodatke izvzeli. Za dodatke pač predlagamo ali pa si bomo prizadevali, da jih bomo odvzemali postopno z nekim časovnim zamikom. Še zadnje vprašanje. Pojasnilno ali na novo temo? Minimalna plača, pojasnilno. Ravno to, kar govorite o dodatkih. Za kakšen dvig minimalne plače se torej vi zavzemate, gospod minister, in pa kje smo tu z minimalno plačo v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije? Glejte, tukaj vsi pač govorite samo o minimalni plači. Gre za problem, da moramo nasplošno priti do neke korekcije plač navzgor, če bomo hoteli tekmovati pri konkurenčnosti za to, da bodo ljudje ostali pri nas. Ta minimalna plača je zdaj na nek način postala sredstvo, ki vpliva in pritiska na podjetja, da bodo morala pristopiti drugačni plačni politiki. V tem kontekstu jaz to podpiram. Zdaj v tej fazi pa ne gre za to čisto eksaktno, za koliko se jaz zavzemam. Pač govorimo o zneskih, ki so v zakonu predlagani in samimi temi zneski v tem trenutku nimam težav, imam težavo s časovnico in pa to, kar sem že povedal dvakrat z dodatki. Hvala lepa, če ni več vprašanj, hvala ministru. Hvala. Za okolje in prostor, dober dan. Lep pozdrav z moje strani. Danes vas z veseljem obveščam, da smo na vladi sprejeli soglasno interventni zakon o ravnanju z odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami. Sam interventni zakon je plod intenzivnega dialoga s predstavniki komunal, družbami za ravnanje z odpadno embalažo, s poslanskimi skupinami in z državnim svetom. Tukaj smo vsi na istem imenovalcu, da se strinjamo, da je trenutna zakonska ureditev slaba in da je ravno ta slaba zakonska ureditev pripeljala do tega roba možne ekološke katastrofe, če bi slučajno prišlo do vžigov teh kupov. Skupaj z različnimi deležniki smo v zadnjih 2 mesecih stopili skupaj in probali najti rešitve v naslednjih 3 korakih, to, kar smo že nekajkrat povedali. S prvim korakom in sprejetjem te uredbe za ravnanje z odpadno embalažo nekaj tednov nazaj smo
začeli gasiti požar. Ta uredba je omogočila, da komunale zdržijo do danes, da so lahko same začele usmerjati tok teh embalaž. Z veseljem lahko povem, da podpisanih imamo že 19 pogodb in da rezultati so taki, ki jih je uredba ciljala. Drugi korak je interventen zakon, ki ga je danes vlada sprejela. In pa tretji korak, ki je pa najbolj pomemben in tudi najtežji v tem procesu, je dolgoročno oblikovanje sistema za ravnanje z odpadki. To bomo urejali v zakonu o varstvu okolja, kar smo na ministrstvu že začeli delati, je pa to kompleksen problem, ker bomo si v teku tega procesa mogli odgovoriti tudi na nekaj mogoče za koga neprijetnih vprašanj, ali termična obdelava ali ne. In lahko povem, da se dobro zavedamo, da šele ko bomo vse te 3 korake odkljukali, bomo imeli v Sloveniji urejen sistem, učinkovit sistem za ravnanje z odpadno embalažo in z odpadki širše. Jaz bi se zdaj rad dotaknil tudi 2 pomislekov, ki so v zadnjih dneh vzklili predvsem v laični javnosti. Prvi najbolj tak glasen pomislek je, ali je prav, da država izterja denar od podjetij, ki so v Sloveniji ustanovljena z namenom, da upravljajo z odpadno embalažo. Prepričan sem, da ja, država mora vsaj poskusiti izterjati ta denar nazaj od podjetij, ki so zadolžena, da urejajo področje odpadne embalaže. Predvsem tudi zato, ker kot minister sem odgovoren do državljank in državljanov, do tistih, ki reciklirajo, do tistih, ki dnevno pazijo, da ščitimo našo zeleno Slovenijo, in zato moram v teh smernicah delovati tudi naprej. Namreč državni proračun je do vseh nas, zakaj bi državljanke in državljani plačevali za nekaj, kar bi po sistemu se mogli že izvajati. Zato je moja zaveza, da bom skupaj z mojo ekipo, z vsemi deležniki probal ta davkoplačevalski denar izterjati nazaj. Seveda pa pričakujem to, kar se tudi v zadnjih nekaj dneh dogaja, da pa tisti del kapitala, ki bi pa rad od tega samo nekaj imel, se bo na vse kriplje upiral tem rešitvam, ureditvi sistema, ampak jaz sem prepričan, da delamo prav, deležniki sodelujejo zraven in jaz mislim, da nam bo uspel sistem postaviti učinkovit. Drugič je pa vprašanje glede cene odvoza same odpadne embalaže, teh 120 ton z DDV, brez DDV. Jaz vam moram povedati, da na začetku, ko smo pripravljali idejo rešitve znotraj ministrstva, smo pridobili kar nekaj informativnih ponudb, ki so bile dosti cenejše od 120 evrov. Takoj, ko smo javno povedali, da bomo zagotovili še dodaten denar, šli to urejati za uredbo, so te cene poskočile, zdaj nekatere ponudbe so tudi pri 200 evrih. Jaz moram povedati, da na to izsiljevanje ne morem pristati. Jaz sem prepričan, da lahko v teh okvirnih cenah rešitev izpeljemo. Bi pa še enkrat rad povedal, da se pa tudi zavedam zelo pomen dialoga. Vlada je danes tako obliko zakona sprejela, zakon bo šel danes že v državni zbor. Jaz bom v postopku sprejetja tega zakona v državnem zboru naprej dnevno delal dialog z komunalnimi podjetji, z drugimi deležniki, ker želim, da tudi v tem procesu izboljšamo zakon in tisto, kar bi bilo konec decembra sprejeto, da je kar se da najbolj učinkovito glede same intervencije. Istočasno pa še enkrat povem, ko bomo začeli področje odpadkov urejati v zakonu o varstvu okolja, bomo z deležniki to naredili skupaj. Lahko povem, da že od januarja do konca februarja načrtujemo 5 delavnic, preko katerih bomo določene vsebine zakona o varstvu okolja pregrali z deležniki, z nevladnimi organizacijami in jaz sem prepričan, da na tak način bomo vzpostavili učinkovit sistem ravnanja z odpadki tudi v prihodnje. Hvala ministru. Vaše vprašanje za ministra Marka Odema. Izvolite.
Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Jaz imam sicer glede sodbe Evropskega sodišča o nenadzorovanih odlagališčih in sicer, če ministrstvo oziroma država ne bo ukrepala, nam sedaj še ne, ampak v prihodnje pa lahko grozi denarna kazen. Torej, kaj je zdaj na ministrstvu, no, kaj bo ministrstvo naredilo? Ja, to je samo še dodaten pokazatelj, da tega področja nimamo urejenega. Moramo tudi povedati, teh odlagališč je bilo 21, 19 jih je saniralo, 3 jih še moramo. Ja, vsak dan prihajajo problemi na mizo. Meni je malo lažje, ker sem vsebinec. Na to se odzivamo. Po naših prioritetah moramo najprej zdaj urediti, da bojo vsem nam, tudi vsem, ki smo tukaj v tej sobi, odpadno embalažo odvažali. Kar se pa tega tiče, bil sem seznanjen, za vsako odlagališče bomo naredili projekten načrt, tako kot za vsako stvar do zdaj, s časovnico in pa potem šli v izvedbo, da bomo tudi to stvar sanirali, da ne bo prišlo do tistega dnevne kazni, ki so lahko zelo velike in na koncu lahko zgodi, da za dnevne kazni plačaš več kot pa za samo sanacijo. Je kakšen časovni rok, pa tudi če vi morda veste, koliko lahko znašajo te dnevne kazni? Poglejte, dnevne kazni v podobnih primerih drugih držav so lahko od 1000 evrov in več, ponavadi v 10 000. Veste pa, da na pamet ne rad govorim. Bomo pogledali vsako odlagališče posebej, naredili časovnico, jo jasno tudi komunicirali z javnostjo, z deležniki in jaz mislim, da je to prav proces naprej za reševanje problemov. Še drugo vprašanje, TV Slovenija. Glede tega interventnega zakona še, sami ste izpostavili, da je nekako ta pomislek pri izterjavi denarja za nazaj, zdaj ta podjetja pravijo, da gre za neko vrsto retroaktivnosti, da bi to lahko spet se nekako epilog dobivalo na sodišču. Računate na to? Ja, jaz računam, da bo kapital se uprl temu, ampak vrag je vzel šalo. V nekaterih komunalah ne odvažajo več embalaže podjetjem, v nekaterih komunalah ne odvažajo več odpadne embalaže v kmetijski dejavnosti. Sistem je padel. Mi smo se z ekipo na to odzvali. Uredba kaže, da smo šli v pravo smer. Tudi tukaj moramo mi vse narediti, da denar dobimo nazaj. Seveda, jaz ne zatiskam oči, da bo šle kakšne stvari tudi na sodišče, ampak čas je, da vzpostavimo red tudi na tem področju in jaz sem to pripravljen narediti. Še POP TV, izvolite. Gospod Leben, tudi na tale zakon, ki ga predstavljate, interventni, zanima me časovnica za začetek, kdaj ne bi torej te velike kupi smeti izginili iz deponij, mogoče to za začetek? Ja, kot verjetno veste, na terenu aktivnosti se dogajajo, kot sem povedal, 19 pogodb smo že podpisali, ena taka akutna je bila podpisana nekaj dni nazaj za Snago, kot sem informiran iz terena, se kupi tam odvažajo. Časovnica je taka, da veste, seja v Državnem zboru se začne 14. decembra, jaz računam, da bi 18. decembra obravnavali naš zakon, bil sprejet, začne veljati takoj naslednji dan. Naša ekipa na ministrstvu že pripravlja razpis za izvedbo in na vseh korakih, glede na to, da sodelujemo tudi z Ministrstvom za javno upravo, glede javnih naročil in tako naprej z deležniki, da bi se te postopki potem odvoza po interventnem zakonu začeli čim prej v naslednjem letu. Me pa samo še zanima, v prejšnjem mandatu, del tiste vlade ste bili tudi vi sicer še kot državni sekretar, se na tem področju ni dalo nič storiti. Kaj se je torej spremenilo in pa ali prejšnja ministrica enostavno na tem področju ni delala nič? Poglejte, jaz se ne bi spuščal v ocenjevanje prejšnjih ministrov. Jaz sem tukaj od 13. septembra. Moje stališče je, da se na ministrstvu da toliko narediti, kakor se minister odloči. Mi smo pristopili k reševanju problemov skupaj z deležniki. Jaz mislim, da smo na pravni poti in le na tak način lahko naredimo korake naprej tudi na področju okolja in prostora. Hvala. Hvala lepa, hvala ministru. Hvala vam.